Slovenija, ena najbolj priljubljenih destinacij za muharjenje v Evropi. Kristalno čiste reke, redke vrste rib in turisti, ki so za ribolov pripravljeni plačati več kot običajni gostje. A za kuliso idile vse ni tako preprosto. Še preden sem sploh prvič vrgla muho, sem ugotovila, da ima ta miren šport presenetljivo veliko opreme, pravil, zahteva veliko znanja in lahko tudi veliko stane. Muharjenje se vse dogaja znotraj vode. Ja? Torej rabimo nepremočne škorne ribiške in potem so še klele gojzerčki, taki mislim, da ne drsijo. Takšni škorni stanejo od nekaj 10 ali pa več 100 in tudi krepko čez 1000 evrov. Pa se pa lahko začne igrati, mislim, z opremo. Se gre tudi gor do par tisoč evrov za eno ribiško palco. Vodnica za muharjenje Nina Mlakar mi je pokazala, kako navezati muhe in kdaj potrebujemo kakšne vabe. Primerno oblečeni in s pripravljeno opremo sva se odpravili k vodi. Bomo probali tamle, malo tistele globinco. Okay. Pri palici je prvo tole je ta glavna vrvica, tale tabela. In tale mora biti iz palice čisto ven. Tukaj držiš palco, mečkan vrvice je vdunaj, čisto nobena umetnost, sam nazaj in naprej. Okay. In je muhica tamle, jo vidimo, Aha, vidim, ja. Moj prvi poskus je bil vse prej kot dober, a sem hitro začela uživati v tem res pomirjujočem športu. Prednost muharjenja je tudi to, da za razliko od drugih turističnih segmentov ni vezan na visoko sezono in več kot očitno tudi ne na lepo vreme. Unica je edina reka, ki je še ostala samo domorodnimi ribami. Prav zato se ljubitelji muharjenja iz vsega sveta na njene bregove vračajo iz leta v leto. Tako kot finec Oli, ki tukaj muhari že 4. leto zapored. The nature is totally different than we find in Finland. It's so green, and then you have, of course, your rivers, which are totally beautiful. In najpomembneje, you have taken care of your fish, so there's a lot of fish to catch. Letos lovi na Unici in Krki, je pa v prejšnjih letih seveda muharil tudi na Soči. Because the water is so crystally clear that it's unbelievable. Muharjenje ima pri nas več kot 100-letno tradicijo in nekatere reke, kot je Soča, so med najbolj priljubljenimi v Evropi. Muharjenje na Soči je za mnoge ribiče iz tujine ultimativno doživetje, tudi kadar ni lepo vreme, pravi vodnik Leslie Jansen. Because the fish feel a little bit more covered up with all the clouds going over. It's much better than a sunny day. Leslie se je sem preselil iz Nizozemske in je zdaj že dobro desetletje tukaj vodnik. Na dan snemanja je vodil goste iz ameriškega Tennesseeja. He's on a road trip with his wife and his kid, and he just wanted to see this river to catch a marble trout, because this guy is following me already for more than 10 years on the internet. Na Sočo pride muharit veliko Američanov, saj je zanje to nekaj posebnega, kristalna reka z belimi kamni. They have nothing like this in the United States. And we have here the marble trout. And that's for everybody like a bucket list. I need to get that one someday in my life. Vlaganje postrvi v reko Sočo je ključen ukrep za ohranjanje in obnavljanje populacije avtohtone soške postrvi. Evo Jare, zdaj pa nesiva. Jare, kar pusti mi, se bom jaz to naredil zdaj. Evo jih. Včasih so ribe vlagali zaradi pretiranega ribolova, zdaj pa sam ribolov ni več ogrožujoč dejavnik, pojasnjuje vodja strokovno-raziskovalne službe pri Zavodu za ribištvo Barbara Semrajc. Pri načinu ribolova, na načinu jem izpusti, se ribo, potem ko jo ribič ujame, jo živo spusti nazaj v vodotok, vplena ni, tako da to ne spada med dejavnike, ki bi ribje populacije ogrožale. So pa problem gradbeni posegi, pa vse toplejša voda zaradi podnebnih sprememb in plenilci, ribojede ptice in vidra.
v primeru Soče in soške postrvi pa beležimo tudi negativne učinke masovnega turizma. Sava Bohinjka je primer, kako hitro lahko kombinacija dejavnikov zdesetka ribjo populacijo. Najprej kormorani, potem podnebne spremembe in množični turizem, pripoveduje dolgoletni ribiški čuvaj Gašper Humar. Voda je ratala onesnažena, voda polet zelo nizk vodostaj, topla voda, za 3-4 stopinje se je pač ugrela. Pa premalo zmogljiva čistilna naprava v Bohinju in Vidra. Mesec nazaj približno je tam dol en kilometer nižje, se je pač že pojavilo ene 10 do 15 komadov lipana, taga dosti velika, 45, da se bo drstil. Pridem čez 3 dni pogledati, ni bilo enega, samo še malusk je bilo tam umil. Turisti še hodijo na ribolov, ampak tudi oni opažajo, da je voda vse bolj onesnažena in da je vedno manj rib. Šadenko vlagamo, tudi potočno se nekaj vlaga, ampak potočna pač več ne zdrži v tej topli vodi. Vlagamo tudi lipana še, ampak tudi ta lipan se več ne prime. Marsikje so se ti ekosistemi že podrli. Na Finskem imajo recimo lososa, lipana, postrvi, ampak le še na skrajnem severu, na Laponskem. Predvsem zaradi množične gradnje vodnih elektrarn in jezov. Yes, you take care of your fish population a lot better than we do in Finland. So you stock fish also here. Tudi v Avstriji so imeli zaradi privatizacije veliko težav, pravi direktor Zavoda za ribištvo Slovenije Matevž Podjed. Tam se jim je zgodil kolaps, predvsem zaradi učinka ribojedih živali, ki so spraznile posamezne vodotoke in seveda zasebni kapital ni imel več interesa po upravljanju teh vodotokov. Tudi zaradi teh primerov nam v tujini zavidajo obstoječo ureditev, pravi predsednik Ribiške zveze dr. Miroslav Žaberl. Kajti v Sloveniji nobene odprte vode, se pravi nobena reka ali pa nobeno jezero ni v privatni lasti. Bi pa morali kot družba drugače razmišljati o posegih v vodotoke. Da namesto regulacije razmišljamo o renaturaciji. Se pravi, da določen del vodotoka, določen del reke, kjer je to dopuščeno, spremenimo nazaj v prvotno stanje. Naredimo vkluke, zagotovimo globoke tolmune in tako dalje. Evo je. To je pa malo večji klen. Vrnemo vodo. Srečno! Ribniki Preserje v Savinjski dolini so pravi mali raj za ribolov na stoječi vodi. Dober dan. Dober dan. Dober dan, pozdravljeni. Pozdravljeni. Vas lahko malo zmotim? Kar? Gospod, kar lovite danes? Krapa, ribe. Pri tovrstnem ribolovu je najpomembnejša volja in prava vaba, pravi ribič Matija Grivec. Opa, evo ga. Evo ribe. Evo, ribiška sreča, temu rečem. Ne pa, da ribo ne poškodujemo. Jo damo na blazino, čim lažje odpnemo. No, poti. Odi pridna, se greš nazaj v vodo. To je klen. Lepa riba. Pa jo spustimo nazaj. Tamle pa mislim, da gospod lovi ščuke. Pa grem še to pogledati. Pa lovim ščuko. Kaj bi lahko jaz tudi probala? Seveda. Ribič Mirko Podgornik mi je pokazal pravo tehniko. Tole odprem. Odpret. Tak. Opla. Pa sam zamahnem, pa spustim. Ja, super, za prvi met. Ne more biti boljši. Čeprav je to vrstni ribolov na stoječih vodah Slovencem bližji kot muharjenje in tudi v svetu bolj množičen, je ribolovni turizem v tej obliki pri nas manj razvit. Bomo pa zopet tudi ta del promocije skupaj mogoče z delno pomočjo države spet obudili. Slovenija ima več kot 9000 hektarjev vodnih površin in izjemno raznolik vodni sistem. Za mnoge je to raj, za nekatere pa vse bolj luksuz.
Cena dnevne dovolilnice na Soči, odvisno od lokacije in tipa ribolova, je od 60 do 120 evrov. Skupaj z vodnikom dnevni strošek samo za ribolov hitro preseže 200 evrov na osebo. Najbolj atraktivno muharjanje na Kamčatki, v Patagoniji, na Aljaski ali na Škotskem pa hitro stane celo do 1000 evrov na dan. Soča ima tako najboljše razmerje med ceno in doživetjem. I think the prices that we charge for guiding is like for comparable to the United States is very cheap. Niso redki dnevi, ko samo v zgornjem toku lovi po 50 ribičev, pravi Matevž Podjed. Mi se strašno trudimo z ustreznim upravljanjem te ribiče razvleči skozi celoten revir, da ni pritisk na ribe in na okolje samo na eni točki. Tudi če bi dvignili cene dovolilnic, bi jih ravno tako prodali. Celodnevna smučarska vozovnica recimo v Walesu ali pa stane $300. Celodnevna smučarska vozovnica v Kitzbühelu stane 90 evrov. Soča je Wales med ribolovnimi destinacijami. Tudi dovolilnice na Unici so drage, 99 evrov na dan. It's definitely worth the price because if you calculate value, then you definitely have value. Najdražje dovolilnice so za Obrh v Loški dolini, 150 evrov na dan, kjer pa je tudi strogo omejeno število ribičev. Je število ribičev omejeno na 8 ribičev na dan in ta številka se bo v naslednjih letih najverjetneje zniževala. Ribniki Preserje so dokaz, da za športni ribolov ni treba odšteti celega premoženja. Dnevna dovolilnica za otroke je 5 evrov, za odrasle pa 20 evrov. Člani ribiške družine Šempeter pa lovijo brezplačno. To je najlepših ribnikov daleč naokoli, pa najbolj pogoscen z ribo. Član ribiške družine lahko postane vsak. Po vpisu v družino je 1 leto pripravnik in v tem času ima določene obveznosti, pojasnjuje predsednik ribiške družine Šempeter Dragoje Zbinšek. Dobi mentorja, določeno število ribolovnih dni mora opraviti z mentorjem, potem gre na predavanje, po predavanju izpit in ko opravi izpit, je samostojni športni ribič. In prav ribiške družine ter njihovi člani so ključni skrbniki rib v naših vodah. Nam je pomembna tu riba. Ona je prva v vrsti pri nas. Skrb za ribo pomeni, ker smo dost okoli voda, opazujemo vode, opazujemo, kaj se v vodi dogaja, kaj se dogaja okoli vode. Poplave in popoplavna obnova, posegi v vodotoke, neprehodne ovire so terjali velik davek pri ribji populaciji. Veste, mi se zavedamo, da so pač ali pa da smo ljudje poselili poplavne ravnice in da je zdaj potrebno reko ukrotiti. Se pravi, je treba nekaj narediti za to, da se zaščiti ljudje in premoženje, ampak tudi to je možno narediti na drugačen, ribam prijaznejši način. Ribiški turisti v povprečju porabijo tudi do 2,5-krat več kot običajni obiskovalci in na destinaciji ostanejo dlje, tudi do 1 tedna. Ribiči imajo zelo visoko dodano vrednost, so dobro situirani, izobraženi gostje z etiko in puščajo praktično ničen okoljski vtis. Se pa pojavljajo ponudbe, ki so več kot očitno namenjene tujcem in ki dosegajo vrtoglave cene. Recimo 4500 evrov na osebo za 3-dnevno muharjanje pri nas. Ni mi poznano, da bi bilo to tržno uspešno. Verjamem, da imajo ljudje apetite po zaslužkih, ampak muharjenje je v Sloveniji še vedno dostopen šport. Ko govorimo o turizmu, je pomembna tudi kulinarika. Ena od restavracij, ki veliko pozornosti posveča ponudbi raznovrstnih sladkovodnih rib, je Nova Rajngla prav na ribnikih Preserje. Smuč, in sicer smo naredili kot tartar. Zraven imamo infuzijo čemaža, majoneza za čemažem, potem čips iz koprive, ikre postrvi, ki smo jo, to so malo večje postrvi, ki smo jo sfilirali, uvili v nori alge. Zraven imamo pire, narejen iz graha, omako iz jogurta in žafranike, potem zeliščno olje in čips narejen iz pese in tapioke. Z marsikatero ribo se gostje, vajeni predvsem postrvi, srečajo prvič. Pripravljamo od postrvi, smuča, sulca, potem imamo tudi ščuko, uporabljamo tudi krapa in amurja. Dobijo jih pri lokalnih ribogojcih in tudi na ta način ljudem približajo sladkovodne ribe in skrb za njih. V teh rekah so še ribe, brez mikroplastike, polne vitaminov, naše tudi avtohtone, tako da iz tega vidika želimo predstaviti čim bolj sladkovodno ribo. V
V Novi Rajngli organizirajo tudi delavnice za otroke, ribe pa pripravljajo na malce drugačen način. Če jih na primer način predstavimo, znajo biti zelo zanimive. Rekreativni ribolov v Evropi ustvari od 15 do 20 milijard evrov letno, v širšem smislu pa še več kot 10 milijard evrov gospodarskega učinka. V Sloveniji samo prihodki iz prodaje ribolovnih dovolilnic za vode posebnega pomena presegajo $500 000 evrov letno, medtem ko v Posočju skupni učinki ribolovnega turizma znašajo okoli 5 milijonov evrov. Nekje, a veste, so cene tudi celo toliko nizke, da mi pravzaprav na posameznem reverju, če bi gledali samo eno vrsto na posameznem reverju, niti celotnih stroškov ne pokrijemo. Zdaj tam, kjer je pa seveda tržni interes toliko večji in iz celega sveta prihajajo ribiči, tam si bomo pa prvoščili, da bomo tudi s ceno povedali, da nam je to ljubo, da nam je to drago, da je to pomembno. Cene so za povprečnega Slovenca relativno visoke, vendar pa je dejstvo, da tisti, ki res rad ribari, ima možnost preko ribiških družin priti do dovolilnic tudi za državne reke po sistemu recipročnosti. Dejansko lahko član ribiške družine ribari za 10 evrov na dan. Če se včlaniš v drugo društvo, nek klub, recimo fitness klub ali pa ne vem, neko drugo društvo, boš dal za 1 uro rekreacije, recimo, ne vem, 15-20 evrov ali pa nekaj takšnega. Ribolovni dan, pri katerem lahko celo upleniš nekaj določeno količino ribe, te pa pride ceneje. Prvič mi ni uspelo ujeti ne lipana, ne ščuke, ampak zagotovo bom še kdaj poskusila. Ok, dajva še enkrat, lepo nazaj, koliko je en ples, a ne, tako malo. In tudi sladkovodne ribe, seveda iz ribogojnic, bodo pogosteje na mojem krožniku. Če ne bomo poskrbeli za zdravje naših voda, se lahko poslovimo od trajnostnega in butičnega ribolovnega turizma. In kar je še pomembneje, tudi od zdravja našega ekosistema.